Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom. Bratje in sestre, da se le, kakorkoli že, oznan je Kristus, tega se veselim in se bom tudi veselil. Vem namreč, da se mi bo to po vaši molitvi in s pomočjo duha Jezusa Kristusa obrnilo v zveličanje. Tako namreč pričakujem in upam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak bo tudi zdaj, kakor vselej, z vso srčnostjo Kristus poveličan v mojem telesu, bori si z življenjem, bori si s smrtjo. Zakaj življenje je meni Kristus in smrt dobiček? Če življenje v telesu mi to daje sad dela in kaj bi si izvolil, ne vem. Stiskan sem od obeh strani. Željo imam biti razvezan in biti s Kristusom. Zakaj? To je mnogo boljše. A v telesu ostati je potrebnejše zaradi vas. V tem zaupanju tudi vem, da bom živel in ostal pri vas vseh za vaš napredek in za veselje v veri, da se boste mogli v Jezusu Kristusu še bolj hvaliti zaradi mene, ko zopet pridem k vam. To je Božja beseda. Bogu hvala. Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu. Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu. Kakor jelen hrepeni po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog. Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu. Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu. Kdaj pridem in se prikažem pred tvojim obličjem? Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu. Kako se bo v množici hodil v Božji hiši, med radostnim petjem v prazničnem zboru. Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu. Aleluja, aleluja, aleluja. Živa in učinkovita je Božja beseda, razsoja misli in namene srca. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Ko je šel Jezus v hišo nekega prvaka med farizeji, v soboto na obed so ga ti opazovali. Povedal je pa povabljenim priliko, ker je videl, kako so si izbirali prve sedeže. Govoril jim je: kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto. Če bi bil morda povabljen kateri imenitnejši kot ti, da ne pride ta, ki je tebe in njega povabil in ti ne poreče, umakni se temu in bi se ti takrat začel sramoto presedati na zadnje mesto. Temveč, kadar si ti povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto, da ti poreči, ko pride, kateri te je povabil: prijatelj, pomakni se više. Takrat ti bo čast priča vseh, ki so s teboj pri mizi. Vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bom prebral nekaj iz duhovnega dnevnika od svetega Alfonsa Rodrigueza. Temu človeku se zelo pogosto dogaja, da se pogovarja samo z Jezusom in njegovo presveto materjo. Ona dva sta moja edina ljubezen in njima dajem račun o vsem. Kajti sam iz sebe sem tako nič in tako velika je moja nerodnost in nevednost, da nisem nič in ne veljam nič. Zato se zatekam k njima, da jima dam račun o vsaki zadevi, kar se v meni dogaja, in jo prosim, naj me podpirata in spremljata svojo naklonjenostjo, da se vse zgodi po njuni blagi volji, ne pa drugače. Moje srce je polno volje in želje,
da bi ugajal Bogu iz čiste ljubezni, ki mu jo tako izražam, da sebe in vse stvari tega življenja preziram, da bi ugajal samo njemu. Ko on vidi te moje želje in da nič drugega ne ljubim razen njo in kar ona dva hočeta, se obračam na njo in izročam v njune roke, sebe in vse svoje. Za voljo tega vse poteka uspešno in po Božji volji. V pogovoru z Jezusom in Marijo me vodi sveti Božji strah. Jaz ju ogovarjam, ona dva pa mi nad vse jasno odgovarjata, me poučujeta in razodevata svojo voljo, ki naj jo izvršim. V tej tako mili domačnosti z Bogom in njegovo materjo se ta oseba tako obnaša, kakor otročiček na materinih prsih, ki se ne zna in se tudi ne more dvigniti više, ker je otrok. Do tega stanja je prišla moja duša, ki je po Božji milosti dano stopiti z njima v pogovor. Postaja čisto kakor otrok, ki visi na materinih prsih in ni zmožen, da bi se dvignil više. So zelo globoke besede današnjega svetnika Alfonsa Rodrigueza. Se vidi zelo močno njegov živi odnos z Jezusom. Kot sem rekel na začetku maše, Alfons je zelo hitro izgubil ženo. Po 7 letih zakona, potem pa še otroke. Kasneje je potem vstopil v družbo Jezusovo kot brat vratar. Sprejemal je ljudi, ko so prihajali v kolegi in se tudi veliko z njimi pogovarjal. In iz te njegove globoke izkušnje z Bogom, verjetno tudi tole, da je kot mlad izgubil ženo, otroke, bil je močno preizkušan, ampak vseeno je zaupal v Boga, vseeno je molil k njemu, ga spraševal za svet. In misli, da se človek ne more kaj več želeti, kako tukaj, ko pravi, da zelo jasno mu odgovarjata Jezus in Marija. Mislim, da vsak izmed nas si išče takega, si želi takšnega odnosa z Bogom, da bi ga lahko srečal v vsakem trenutku, da bi se lahko tudi z njim pogovarjal in ga tudi jasno slišal. In mislim, da je to možno, kot človek res popolnoma zaupa v Božjo varstvo, da se popolnoma Bogu zaupa, da res nameni tisti en čas v dnevu Gospodu in potem ga lahko sreča tudi, kadar dela, kadar opravlja druge stvari. Tudi današnja svetopisemska besedila, prvo berilo ali pa evangelij, lahko rečemo, da so precej povezana s svetim Alfonsom Rodriguezom. Tudi sveti Pavel, ko piše Filipljanom, tudi tukaj pri njem je močno videti, čutiti njegov globok odnos s Gospodom, ko pravi, da bi rajši šel k Bogu, da bi rajši že umrl, ker je to mnogo boljše, pravi. Torej, stiskam se od obeh strani. Želim imam biti razvezan in biti s Kristusom. Zakaj? To je mnogo boljše. Tereso ostati je potrebnejše zaradi vas, torej zaradi ljudi, zaradi oznanjevanja Jezusa Kristusa, si želi ostajati na svetu, da ga še lahko naprej oznanja in slavi in hvali. V evangeliju pa smo slišali, kako Jezus pride v hišo farizeje, enega farizeja, prvaka med farizeji, in pove to priliko, da kdor je povabljen, naj sede na zadnje mesto, ni na prvo mesto, da bo povabljen naprej. Govori seveda o ponižnosti, tudi sveti Alfons Rodriguez je bil zelo ponižen. Ne govori o tej ponižnosti, da bi se mogli delati ponižne, ampak o tej ponižnosti služenja drugim, da je vse naše delo, misli obrnjeno k drugim, da se ne vrtimo okoli sebe, da ne gledamo nase, ampak res, da pozabljamo nase in da svoj čas porabljamo prav za druge,
da jim z eno ljubeznijo služimo, kot je Alfons Rodriguez v pogovoru drugim pomagal, tudi da so srečevali Gospoda, da so tudi spoznavali Božjo voljo.